človek, ki živi in diha za logistični kongres, spregovori, je pametno prisluhniti. Z Igorjem Žulo, idejnim vodjem, povezovalcem, vizionarjem in gonilno silo največjega logističnega dogodka v regiji, smo se usedli tik pred začetkom letošnjega kongresa in ga vprašali o prihodnosti panoge, sodelovanju in viziji do leta 2030 in naprej. Kaj je tisto, kar logistični kongres loči od drugih dogodkov? Zakaj postaja must-go za regijo in Evropo? To ni le dogodek, to je gibanje, to je energija, to je eden in edini logistični kongres. Oglejte si pogovor s človekom, ki briše meje, povezuje ljudi in pušča sledi. Logistični kongres je v prvi vrsti namenjen povezovanju vseh, ki so kakorkoli povezani z logistiko. Praviloma so to odločevalci, bodisi so to lastniki podjetij, člani uprav ali pa rečemo temu nek vodstveni kader, ali pa v nekih primerih tudi strokovni kader. Načeloma, kot rečeno, spodbujamo povezovanje, na drugi strani je pa naša velika ambicija, da vsi, ki so na tem kongresu, pridejo domov v svoje podjetje z nekimi novimi idejami okrog tega, kako lahko rešijo problem, ki ga do zdaj niso reševali, ali pa kako nekje v nekem procesu nekaj, kar sploh niso vedeli, da je problem, ali pa da lahko boljše, kako lahko te stvari nadgradijo. In pa seveda, da pridejo domov nabiti za pozitivno energijo. V prvi vrsti smo, kar zadeva logistične kongrese, zares zavestno odločili, da na kongresu prikazujemo dobre prakse. Se pravi, mi na kongresu ne iščemo nekih predsednikov uprav, nekoga, ki pravzaprav pride na kongres in govori bolj ali manj politično ali pa rečemo temu strateško, ampak zares želimo kazati in graditi na dobrih praksah, od katerih nekdo nekaj ali pa pravzaprav vsi udeleženci nekaj koristnega odnesejo. Kot rečeno že prej, bodisi to, da vedo, kako bo en problem rešili in se lahko seveda s temi ljudmi, ki so te probleme reševali, tudi pogovorijo na eni strani. Na drugi strani pa, kot rečeno, povezujemo vse deležnike v logistiki in seveda takrat, kadar so skupaj naročniki logističnih storitev, uporabniki logističnih storitev, ponudniki logističnih storitev ali pa rešitev, in pa seveda šolstvo, takrat se lahko v nekem pozitivnem, dobrem vzdušju dogovorijo, zgodi tudi kak dober posel in tako naprej. In seveda to želimo delati na mednarodni ravni. Osebno mislim, da je vsak kongres edinstven, da vsako leto naredimo nek korak naprej. Kot že večkrat omenjeno, naša strateška usmeritev je seveda v prvi vrsti, da je ta kongres mednaroden, da je ta kongres namenjen vsem deležnikom na najvišji ravni. In z ozirom na to, da nekje rastemo približno 15% na leto, smo zdaj prišli do te mere, da se pa zares še bolj osredotočamo in fokusiramo na regijo, na mednarodno okolje. In če že lansko leto bil velik preskok, je letos še večji, se pravi, še več bo tega mednarodnega mreženja, še več bo predstavnikov iz mednarodnega okolja in pa seveda priložnosti, ki se bodo skozi to zgodbo odpirale. To, kar bi sam izpostavil kot nekaj zelo, zelo pomembnega in kar je aktualno pa v letošnjem letu, je pa seveda prvi keynote speakerji. Omenil ali pa izpostavil bi predvsem 3. To je profesor Nick Wyeth iz Kendricks inštituta iz Kalifornije, ki bo govoril o zgodbi, ki se imenuje Trump 2.0. In seveda danes vidimo, kako se stvari hitro spreminjajo. Nekaj, kar je
bilo še pred kratkim svetu, je danes popolnoma drugačno in seveda bo govora, kako zelene bodo oskrbovalne verige v Ameriki, Evropi in v svetu. Ta drugi je profesor dr. Thomas Wimmer, bivši predsednik Nemškega logističnega združenja, na nek način tudi moj vzornik, ne? Ta bo govoril o tem, kako narediti Evropo spet veliko, vsaj kar zadeva oskrbovalne verige. No in pa tretji govornik, na katerega sem prav tako izjemno ponosen, je pa dr. Seljak, Iztok Seljak, ki bo pa seveda govoril o tem, kaj je konkretno treba narediti za to, da bo Evropa ponovno velika. In seveda v luči aktualnih dogodkov, ki pravzaprav se dogajajo danes tukaj, ne, mislim, da bo ta razprava, ta diskusija in to, kar imajo ti gospodje zapovedati, izjemno zanimiva. Mi nekako probamo na kongresu vedno poiskati pač tiste teme, za katere menimo, da so aktualne ali pa potrebne za izpostaviti. Seveda so teme, ki bi jih lahko vedno ponavljali in to vedno ponavljamo, je avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija. Tako da to, zakaj je to pomembno, tu ne bi izgubljal besed, zato ker pač dobre prakse in dobre primere vedno vlečejo in mislimo, da je okrog tega se potrebno pogovarjati veliko, zato da se pravzaprav okolje spodbudi v tej smeri. Seveda nas zanimajo, kako so se ljudje tega lotili, kakvi so učinki in tako naprej. Yard management je pravzaprav tema, ki se še nismo lotili na nek način in nekako se mi zdi, da je v oskrbovalnih verigah to tista točka, o kateri ni bilo veliko govora in je pravzaprav zadnja prišla na vrsto tudi za avtomatizacijo in pa digitalizacijo, ampak danes je tudi ta zgodba tukaj. Govorili bomo o tem, kakšno je stanje na trgu delovne sile, predvsem z vidika, kako učinkovito upravljati z tujo delovno silo. Mislim, da je to zgodba, s katero se srečujemo vsi. Ne bom zdaj govoril o zgodbah, ki so pač povezani z našimi tradicionalnimi trgi, ampak danes se pravzaprav podjetja ukvarjajo na eni strani, kako v podjetjih uporabljati ali pa učinkovito izkoristiti pač delovno silo, ki je danes kulturno, versko različna v odnosu do dela. Zdaj pa je to pomembno, ali je to nekdo, ki uporablja to delovno silo, ali je nekdo, ki jo ponuja, oziroma ali je nekdo, ki jo je pripravljen zagotoviti iz tujih trgov. In seveda, to so trije različni koncepti, različni pristopi, različni pogledi, ki jih hočemo dati na en in isti imenovalec. ESG ali pa trajnost. Trajnost je vedno aktualna tema, tudi to hočemo pogledati iz različnih zornih kotov. Trajnost ni samo poročanje ali pa absolutno ni zgolj poročanje, je seveda tudi so primeri dobrih praks. Poročanje bi načeloma moralo biti na koncu, se pravi, ko mi že razvijamo dobre trajnostne projekte, potem pa o njih poročamo. Žal je zgodba pravzaprav tudi z vidika regulative bila postavljena od zadaj proti naprej, in seveda hočemo te stvari videti, tako kot kakšni so dobri projekti, kakšna je avtomatizacija v delu poročanja in kje nam tu lahko pomaga umetna inteligenca. Digitalni dvojček je naslednja tema, ki jo bomo opremili danes. Je digitalni dvojček, če je bilo 5 let nazaj nekaj, kar je pomembno, danes je digitalni dvojček nekaj, kar pravzaprav vsakdo že tako ali drugače mora biti. Je pa dejstvo, da je pa v zadnjem času umetna inteligenca svoje počne tudi na področju dvojčkov in seveda te prakse želimo tudi spremljati. To so nekako tisti okvirji. Zdaj, pomembno pa je tudi izpostaviti to, da razvijamo tudi Research Day, se pravi raziskovalni dan, kjer povabimo tudi fakultete, da predstavijo svoje projekte. No, in če nam bo uspelo, bomo v letošnjem letu nekako ves čas tega kongresa razvijali tudi hekaton in dali priložnost študentom, tistim ta boljšim, da se seveda v petek predstavijo rezultate svojega dela. No, to je nekaj, kar smo leto začeli na novo in kar bomo razvijali iz leta v leto na boljši in pa višji nivo. Kot ves čas
poudarjamo, ne, take away bi moral biti, imam problem in zdaj vem, kako ga bom reševal. Take away bi moral biti, na tem kongresu sem spoznal tega in tega in smo se dogovorili za sodelovanje. Take away bi moral biti, res je bilo težko obdobje za nami, te 3 dni sem se pa zares sprostil. To so osnovni driverji tudi kongresa iz leta v leto, in to si želim pravzaprav, da se ponavlja in nadgrajuje vsako leto. To je dosti provokativno vprašanje. Jaz sem že lani ob koncu kongresa napovedal, da nas je lansko leto bilo na kongresu 600, da nas bo čez 10 let 1500, da bomo zasedli cel Bernardin, da bodo predavanje tako v Emerald, kjer smo zdaj, in pa tudi eno nadstropje nad tem, in da bo absolutno še bolj mednarodni, kot je danes. Vem pa, da so trendi danes ne samo v tem kongresnem smislu, kot ga danes gradimo, ampak je vedno bolj se pogovarjamo o kongresno-sejemski prireditvi. O teh stvareh bomo pa razmišljali, pa mogoče malo spremenili naše cilje v letu, ki prihaja. Zaenkrat smo videli, kaj se da narediti v Berlinu, kjer so pravzaprav iz klasičnega kongresnega prireditve naredili kongresno-sejemsko prireditev in že na prvi kongres pripeljali več kot 3000 udeležencev. Seveda bomo mi to težko dosegli, ampak pot, po kateri se take stvari delajo, če hočemo biti res dobri, nam najprej kaže Amerika, pol pa zdaj imamo vzornika, zaenkrat še na področju logistike edinega v Nemčiji, mi pa seveda bomo videli, kako dobri bomo, ampak idej in pa ciljev še kar nekaj imamo. Moja vizija je v vsakem primeru, ali pa naša vizija je idealen logistični kongres v bistvu, ne. Idealen logistični kongres pomeni pravzaprav, da je absolut must, ne, da smo v začetku aprila ali pa v aprilu nekako v Sloveniji, in to ne samo za Ljubljančane, Kranjčane, Mariborčane, ampak tudi za Zagrebčane, Beograjčane, Atenčane, če hočemo, v bistvu ne Turke. Absolutno pa seveda svojo vlogo hočemo igrati v zahodni Evropi v bistvu, ne. To je nekaj, kar si seveda želimo. Želimo si, in tisto, kar mislim, da je ravno tako idealno, ne, če danes rad rečem, da pravzaprav meni je pomembno, da ljudje pridejo, pa zdaj ali pridejo zaradi tega, ker se bo nekaj novega naučili, ali pridejo zaradi tega, ker bojo posel naredili, ali pa pridejo zaradi tega, ker se bojo dobro imeli. Za nas vse te 3 komponente izjemno pomembne in seveda vse te 3 komponente tudi pomembno naslavljamo, ne. Ampak če danes govorimo ali, potem upam, da bomo čez nekaj časa govorili in oziroma se bo to dejansko dogajalo. Se pravi, da bodo ljudje prišli zaradi tega, ker se bodo nekaj novega naučili in ker bodo si odprli nove priložnosti in ker se bodo na kongresu imeli odlično. Moj oče, mojega očeta bi povabil, mojo mamo. Jaz na kongresu tudi sicer ves čas poudarjam, in tudi otroke, da je legacy pomembna stvar.
da je pomembno, kaj puščamo za sabo. Mi smo ta kongres, poudarjam mi, ustvarjali in delali iz nule. Jaz verjamem, da bo rasel. Nihče ni verjel, da se bo to zgodilo, pa smo dokazali, da se da. Kot rečeno, nismo še niti pravzaprav na pol poti. Ampak ta kongres je prav gotovo ena od stvari, na katere mislim, da vsi, ki ga ustvarjamo, moramo biti ponosni in ga tako tudi imati. To je kar pravo vprašanje. Ki se ga pa da gledati skozi različne oči ali pa različno perspektivo. Če odgovorim na vprašanje, ali znamo v Sloveniji stopiti skupaj, mislim, da nam politika pravzaprav vsak dan govori, da v bistvu ne znamo, da se okrog izjemno pomembnih in pa strateških vprašanj ne znamo poenotiti in ne znamo najti odgovora enostavno zaradi tega, ker jih nočemo. Ko govorimo pa o logistiki kot taki, logistika je pa seveda druga zgodba. Logistika že po defaultu v bistvu povezuje, bodisi da povezuje blago, ki mora iz ene točke na drugo točko priti, ali so to ljudje, ki morajo priti iz ene točke na drugo točko in tako naprej. Tako da v logistiki nas pravzaprav posel tisti, ki nas povezuje in nam pravzaprav niti nič kaj dosti drugega ne ostaja. Tako da ja, se pravi, odgovor na moje vprašanje, ali smo danes boljši, kot smo bili nekoč, politično gledano mislim, da smo slabši. Politično gledano je pravzaprav spodbudno to, da to, kar se danes v svetu dogaja, vidimo, da se neke perspektive dajo tudi obrniti z danes na jutri. Kar pa zadeva sam kongres, pa logistiko, pa mislim, da znamo sodelovati bolje, kot smo nekoč. Če gledam tudi moj trud, koliko se zdaj usmerjam v regijo in tako naprej, da je zdaj pravzaprav nekako več interes ali pa lažje dobiti v bistvu ljudi, ki so pripravljeni sodelovati, participirati, bodisi kot govorniki, bodisi kot udeleženci iz celotne regije, večji, kot je bil nekoč, tudi lažje, ker je cela stvar seveda večja, pol pa mislim, da smo tudi tu nekako naredili korak naprej. Ja, mislim, da vse, kar zadeva te stvari, se je kar ta prava beseda, sledimo, vodimo pač ne, ampak o teh vprašanjih smo se že večkrat pogovarjali. Sej fast follower ni slaba stvar. Fast follower pomeni, da si hitro adaptiraš pravzaprav neke nove tehnologije, ob tem imaš pa tudi priložnost, da odpraviš napake, ki so jih drugi delali. To, kar jaz vidim pravzaprav pri nas, ko se pogovarjamo o digitalni preobrazbi, vidim, da tukaj premiki so. Kar se mi zdi najbolj pomembnejše, je to pravzaprav, da se podjetja tega zavedajo. Tisti trenutek, ko se zavedaš, seveda pomeni, da bistveno lažje narediš tudi korak naprej. Če pa gledam recimo, infrastrukturne projekte, ki se dogajajo na področju logistike, pa mislim, da smo malo slabše prebojeni kot pa okolica. Mislim, da najdražjih napak, pravzaprav nobene napake ne vidim take, ki bi jo znal okvalificirati kot drago napako. Tisto, kar pa sam vidim, recimo v bistvu kot rečemo temu priložnost, ki ni bila dovolj ambiciozno naslovljena, je pa ta, da se nismo še bolj ambiciozno usmerili v širšo regijo. To je to.
Vidim tudi mogoče priložnost to, da bi mogoče si morali cilje postavljati še bolj ambiciozno. Tako v mednarodnem, kot pa tudi v številčnem smislu. Zdaj smo 12. leto, nič ne bi bilo narobe, če bi nas zdajle po 12 letih že bilo 1500. A je to zdaj napaka, ali smo to bili premalo ambiciozni? Mogoče. Ampak zaenkrat imamo največji kongres v kar širši regiji, tako da najbrž smo nekaj dobro delali, ampak mislim, da mogoče več ambicioznosti ne bi bilo narobe. Ta kongres je zelo našel pravzaprav si svoje mesto tudi znotraj Evropskega logističnega združenja. In mi smo se že s prvim kongresom zatekli po nekako pomoč po predavanju, po predavateljih na Evropsko logistično združenje v bistvu. No, tako da danes z novim predsednikom, z novim bordom je v bistvu naš kongres postal pravzaprav neka stalnica tudi na tem programu in nekaj, kar nam pravzaprav po govorcih vsi pomagajo. Tudi Slovensko logistično združenje si je na nek način z tem kongresom pridobilo ugled. In danes smo pravzaprav v situaciji, ko zaradi kongresa pravzaprav imamo možnost, da odpiramo vrata in povezujemo tudi nekaterim našim največjim podjetjem v Sloveniji. Povezovanje, energija, inspiracija. Pridružite se najbolj povezani in navdihujoči logistični skupnosti v regiji tudi vi. Se vidimo v Portorožu od 2. do 4. aprila 2025.